s Kitkom v svet pravljic. Revna ženska je imela sina edinca. Vse dni je garala, čistila po hišah in mlela žito za premožne mestne družine. Za plačilo je dobila malo žita, od katerega sta potem živela. Toda nikoli si ni mogla privoščiti lepih oblek ali igrač za sina. Ko je nekoč odhajala na tržnico, da bi prodala nekaj žita, je vprašala sina: "Kaj naj ti prinesem s tržnice?" On pa ji je kot iz topa odgovoril: "Boben, mami, prinesi mi boben." Mati je vedela, da nikoli ne bo imela dovolj denarja, da bi mu ustregla. Odšla je na tržnico, prodala žito, kupila malo čičerikine moke in nekaj soli. Žalostna je bila, ker se je vračala domov praznih rok. Ko je nato ob cesti zagledala lep kos lesa, ga je pobrala in odnesla sinu. Sin ni vedel, kaj bi z njim. Ko se je šel ven igrat, ga je vseeno vzel s seboj. Neka starka je ravno kurila peč s kupčki posušenega kravjega govna. Ogenj se ni in ni hotel razgoreti. Kadilo se je na vse strani in starki so se od dima solzile oči. Deček se je ustavil in vprašal, zakaj joče. Povedala je, da ne more zanetiti ognja v peči, da bi kaj skuhala. Deček pa ji je dejal: "Imam lep kos lesa, z njim lahko podkuriš." Starka je bila zelo vesela, zanetila je ogenj, spekla kruh in ga tudi dečku dala kos. Vzel je kruh in se odpravil naprej. Srečal je Lončarjevo ženo. Njen otrok je jokal in mahal z ročicami. Ustavil se je in vprašal, zakaj otrok joče. Lončarjeva žena mu je povedala, da je lačen, ona pa doma nima ničesar za pod zob. Deček je kos kruha, ki ga je držal v roki, dal lačnemu otroku, ki ga je hlastno pojedel in nehal jokati. Lončarjeva žena je dečku iz hvaležnosti podarila lonec. Deček je šel naprej in prišel do reke, kjer je videl, kako se neki pralec prereka z ženo. Ustavil se je in moža vprašal, zakaj ošteva ženo. Pralec mu je povedal: "Ta ženska je razbila najin edini lonec. Zdaj nimam kje prekuhati perila, preden ga operem." "Na, ne prepiraj se," je rekel deček, "uporabi ta lonec." Pralec je bil zelo vesel, ker je dobil velik lonec. Dečku je v zahvalo dal plašč. Deček je šel naprej. Kmalu je prišel do mostu in videl moškega, ki se je tresel od mraza. Na sebi ni imel niti srajce. Deček ga je vprašal, kje jo ima, in mož je odvrnil: "Na konju sem se bližal mestu. Napadli so me roparji in mi vzeli vse, celo srajco." "Ne skrbi," mu je odvrnil deček, "vzemi moj plašč." Mož je vzel plašč in rekel: "Zelo si prijazen, zato ti bom podaril konja." Deček je vzel konja
in kmalu naletel na skupino svatov in godcev ter ženina sorodniki, ki so dolgih obrazov sedeli pod drevesom. Ustavil se je in vprašal, zakaj so tako potrti. Ženinov oče je povedal, pripravili smo se na svadbeni sprevod, toda potrebujemo konja za ženina. Moža, ki bi ga moral pripeljati, ni bilo, ženin pa ne more peš na svadbo. Pozno je in zamudili bomo primerno uro za poroko. Deček jim je takoj ponudil svojega konja in bili so navdušeni. Ko ga je ženin vprašal, kaj lahko stori v zahvalo, je odvrnil. Lahko mi nekaj podariš, boben, ki ga nosi muzikant. Ženin je brez težav pregovoril bobnarja, naj da dečku boben. Bobnar je vedel, da si bo z denarjem, ki ga bo zaslužil, brez težav kupil novega. Deček je odhitel domov k materi in veselo tolkel po novem bobnu. Povedal ji je, kako je prišel do njega s kosom lesa, ki ga je ona našla ob cesti.